Spoštovani in dragi v Kristusu, gledalci, verni in neverni, ste na oddaji o Drugem Vatikanskem koncilu kot novih binkoštih. Kot vedno se pogovarjamo o cerkvi, se pravi ekleziološka vprašanja, kaj je cerkev v tej oddaji, in to spoznavamo po profesorju Pojavniku, ki nam sedaj razlaga Pija XII. In njegovo okrožnico Mistično telo, ki je bila ena izmed temeljev Drugega Vatikanskega koncila, in smo v tem delu, ko Pij XII. Primerja cerkev z različnimi primerjavami, da nam je ta skrivnost cerkve bolj poznana. Zadnjič smo govorili o cerkvi kot skrivnosti Svete Trojice, o posebni milosti, cerkev kot cerkev ljubezni, cerkev prava, cerkev kot duša v človeškem telesu. Danes pa nadaljujemo z različnimi mislimi Pija XII. In primerjavami glede cerkve. Spoštovani gospod profesor Ivan Pojavnik, še enkrat toplo in prisrčno pozdravljeni v tem vašem predavanju in vašem pojasnjevanju temeljev Drugega Vatikanskega koncila. Prisrčno pozdravljeni tudi vi, gospod Zoran, in vsi gledalci in poslušalci. Nadaljujemo z razlago te bogate enciklike Kristusovo skrivnostno telo, ki jo je zelo upošteval Drugi Vatikanski koncil. Marsikaj smo že slišali iz te enciklike. Danes bi nadaljevali razlago, in sicer najprej to, da Kristus kot notranji, Kristus je, v evangeliju vidimo, Kristus je pravi človek, pravi zunanji in notranji človek. Kot notranji človek je nadnaravni in naravni človek, ki vedno stoji pokonci. Ampak ni samo človek, je tudi Božja oseba, je hkrati Božja oseba, ki živi v prevzeti človeški naravi. Zato je on v evangeliju vedno pot, resnica in življenje. V vseh položajih je pot, resnica in življenje, neomajno stoji pokonci in je središče, on je središče evangelija, in v odnosu do tega središča se ljudje odločajo, si približujejo Kristusu ali pa se od njega oddaljujejo ali mu celo nasprotujejo. Ampak Kristus vedno stoji pokonci, neomajno pokonci, in je resnica, torej Božja resnica in človeška resnica v vseh položajih, kakor to kaže evangelij. Kaj bi to pomenilo, da Kristus stoji pokonci? Se pravi, da opravlja svojo nalogo kot glava, kot temelj cerkve, ali da nikoli ne more biti premagan, da on je enostavno, kaj bi to pomenilo, da Kristus stoji pokonci v cerkvi? Torej to pomeni to, da Kristus ni nikoli se odklonil od ravne središčne poti. Že v Stari zavezi je bilo rečeno za izvoljeno ljudstvo, ko je šlo, ne smete stopiti ne na desno, ne na levo, ampak morate iti naravnost po pravi poti. In Kristus je ta pot. Kristus je središče v vsakem položaju, to vidimo v evangeliju. In analogno, se pravi, tudi cerkev mora stati pokonci v Kristusu. Mora tudi cerkev vedno hoditi po ravni poti. Ne sme se odkloniti od resnice in ljubezni, ne na desno, ne na levo. Torej tudi cerkev torej stoji vedno, po Božji milosti gotovo, stoji vedno pokonci, ostaja v Kristusu, prehajajo imperiji, prehajajo države, ampak cerkev vedno ostaja pokonci in vztraja v
v Kristusu. Torej, to je njena naloga, ampak kot vemo, je to težko. Toda Kristus je v cerkvi, tako da cerkev lahko ostaja v njem, v moči Svetega Duha. Kristus je glava in temelj cerkve, skala, na kateri cerkev stoji, in vertikala na nek način cerkve. Ali ima cerkev še kakšne druge odrešenske temelje? Kristus je temelj odrešenja. So še kakšni drugi temelji cerkve razen Kristusa? Torej, Pij XII uči v tej okrožnici, da cerkev predstavlja na zemlji Kristusovo osebo, je kakor drugi Kristus. To je skrivnost. Janez 23 je rekel, cerkev je mistični Kristus, ki živi skozi stoletja. Pavel VI, cerkev je Kristus, ki gre skozi zgodovino. Torej, to je zaradi tega, ker cerkev stoji vedno v Kristusu, torej v vertikali stoji vedno v Kristusu, torej zato predstavlja njegovo osebo, ker kakor sem razložil, je Kristus vedno stal navpično kot notranji človek v zgodovini, torej v evangeliju. In to se sedaj nadaljuje v cerkvi. Cerkev mora ostajati v Kristusu, in kolikor ostaja in stoji v Kristusu, je pot, resnica in življenje. Je skrivnostno nadaljevanje Kristusa v zgodovini človeštva. Sveti Avguštin je rekel, Kristus je glava in cerkev telo sestavljata eno samo mistično osebo, kar je ponovil tudi papež Pij XII za svetim Avguštinom. To se imenuje Kristus, glava in cerkev, mistično telo, se imenuje celotni Kristus. Torej, totus Kristus, celotni Kristus. Ne? Zdaj pa bi omenil še, da v zvezi s tem, s to skrivnostjo, da cerkev je mistično nadaljevanje Kristusa, da ta papež Pij XII je genialno poudaril tole, da štirje so temeljni odrešenski stebri cerkve skozi stoletja, na katerih cerkev vedno stoji, na katerih cerkev se vedno ziva. In ti štirje stebri so, prvi steber je čudež binkošti, ki se nadaljuje v cerkvi, in ta čudež binkošti je nekako temeljni steber, ki ima prednost pred ostalimi, kolikor v moči čudeža binkošti Sveti Duh aktualizira druge tri stebre, in sicer aktualizira temeljni odrešenski steber, čudež Božiča, potem tretji steber je čudež Velike noči, ki ga aktualizira v cerkvi, in četrti temeljni odrešenski steber je Kristusov nebovhod. Torej čudež Kristusovega nebovhoda, ki ga Sveti Duh aktualizira v cerkvi. To so štirje temeljni odrešenski stebri, na katerih cerkev stoji v vsakem stoletju, se zida v vsakih stoletjih in v vseh stoletjih. To je en pogled na cerkev in na štiri temelje cerkve, katerih temeljev pa je zopet Kristus središče. To so vsi centralni dogodki njegovega življenja in njegovega odrešenja. In brez Kristusa, kakor ste dejali, mi niti ne moremo predstavljati cerkve. Vztrajati v Kristusu cerkvi pa je naloga to, da ga posnema, ne, v mislih, besedah in dejanjih in v njegovi besedi in v svojih odločitvah, svoje usmeritvah. Pravi, da posnema Kristusa. To pomeni, da cerkev mora imeti v središču in se ozirati na Kristusa. Ali kaj drugega? Torej, nekaj je res to, kar ste vi povedal, ampak treba je reči, da ker cerkev je nadaljevanje Kristusa, je treba reči še več. Namreč drugi odrešenski
temeljni odrešenski steber je skrivnost ali čudež Božiča. Vemo, Kristus se je rodil v Betlehemu, v revni votlini sredi noči. Ta čudež Božiča se nadaljuje v cerkvi. Cerkev je mistično dete Jezus, ki živi skozi stoletja. Kakor Jezus, ki se je rodil v betlehemski votlini, torej je bil slaboten, torej ni imel nobenih orožij, imel je svojo ljubezen, svojo resnico, tako tudi cerkev je dete. Cerkev je mistično dete, mistični Kristus dete, ki se nadaljuje skozi stoletja. Cerkev je slabotna, nima vojske, nima policije, nima ne vem kakšnih varnostnih organov, ampak mora živeti skrivnost Božjega deteta. Torej v tem je lepota cerkve, da živi to skrivnost Božjega deteta, da živi Božje otroštvo. Apostol Pavel je zapisal, kadar sem slaboten, takrat sem močan. To velja tudi za cerkev. Cerkev je močna, tedaj, ko živi to skrivnost Božjega otroštva, ko postaja podobna Božjemu detetu. In vemo, da v tisti betlehemski votlini je bil tudi gnoj, je bilo nekaj gnoja, gotovo je bilo nekaj gnoja. Tako tudi v cerkvi, nažalost, je gnoj, so naši grehi. Ti grehi, torej cerkve, umažejo to lepoto cerkve. Ne? Torej, seveda umažejo lepoto cerkve in zaradi tega ravno v tej točki 8, o kateri koncil govori, da Kristus podpira cerkev, ravno v tej točki, torej koncil uči, da cerkev je sveta, vendar hkrati tudi grešna, zato vedno potrebuje očiščevanje, vedno potrebuje prenavljanje. Ecclesia semper reformanda, to se pravi, cerkev se mora vedno prenavljati, cerkev se mora vedno očiščevati grehov, se mora spopolnjevati, torej se mora očiščevati, ker ta gnoj grehov pači to lepoto cerkve. Kristusovo otroštvo. Mogoče za tiste, ki nas gledajo oziroma spremljajo, kaj pomeni beseda mistično telo? Kaj pomeni beseda mistično, tako preprosto povedano? Da, ta beseda pomeni skrivnostno. Cerkev je skrivnost, presega človeški razum, kakor sem to že razlagal. In ta izraz mistično prevajamo v slovenski skrivnostno Kristusovo telo. Torej v cerkvi se nadaljuje ta čudež Božiča, ta nadnaravna in naravna oblast cerkve je v tem čudežu Božiča votlina, v kateri se skrivnostno ali mistično rojeva Kristus. To je čudež Božiča. Ta čudež Božiča se nadaljuje v cerkvi. In to je nekaj čudovitega. Pred tem čudežem Božiča smo nepismeni, kakor so bili napismeni oni betlehemski pastirji, se moramo odpreti temu čudežu z vero, kakor so se odprli betlehemski pastirji v božični noči. Torej, v božični noči se srečuje ta luč Kristusa, ki se čudežno rodi iz Device Marije, in noč, mistična noč, ker je tako velika luč, da jo ne moremo dojemati, presega naše zmožnosti, zato je mistična noč. Je hkrati dan, je božični dan in hkrati je mistična noč. In to se nadaljuje v cerkvi. Cerkev živi v dnevu Kristusa, ki se je rodil, ki je šel v nebesa, torej v dnevu večnega Boga, ampak v cerkvi vlada tudi mistična noč, ker ta svetloba, nadnaravna svetloba, Božja svetloba je tako velika, da šele počasi stopamo v to skrivnost, božično skrivnost, torej Božjega deteta in duhovnega otroštva cerkve. Torej to duhovno otroštvo cerkve je pomembno, ker
Papež Pij XII, ko je bila posvečena ta bazilika v Lizjeju, kjer je živela ta svetnica, sveta Terezija, deteta Jezusa, je imel poseben radijsko poslanico, v kateri je poudaril, kako je ta svetnica odkrila pot evangelskega otroštva. Ta pot je obvezna za vse v cerkvi, ker Jezus je rekel, če se ne spreobrnete in ne postanete kakor otroci, ne pridete v nebeško kraljestvo. Torej zato pomembnost duhovnega otroštva in da se skušamo približati idealu tega Božjega deteta, ki leži v jaslicah v Betlehemu. To je ena izmed teh primerjav oziroma stebrov odrešenja. Kaj pa ostali stebri odrešenja so tudi pot in življenje cerkve, ki živi Kristusa, ali ne? Da, tukaj bi omenil, kako lahko človeška prvina zatemni to Božjo prvino, to prvino Božjega otroštva, kako recimo sem hodil po letu 1992 po Nemčiji, torej kjer sem videl to človeško prvino, strašno birokracijo. Vsaka škofija je imela 300 uradnikov okoli škofa. Torej, duhovniki so bili bombardirani od teh uradnikov s tako imenovano papirnato vojno, ko so morali vse odgovarjati na razne ankete in tako naprej, da en mlad duhovnik mi je rekel, je nekaj velikega, če jaz uspem zmoliti brevir zaradi vseh teh vprašalnikov in sej, ki jih moram imeti in tako naprej. Poglejte, to človeške strukture, parazitske strukture so uničile to pot duhovnega otroštva in zato je nastala ta katastrofa v Nemčiji in ta veliki odpad, ker so človeške parazitske strukture prerasle to, da cerkev mora biti slabotna. Torej mora biti slabotna, mora biti podobna Božjemu detetu v Betlehemu in mora biti popolnoma izročena, se izročiti Božji previdnosti. Torej lahko človeške parazitske strukture zatemnijo, torej izpodjejo ta steber Božjega otroštva, kako tudi druge temelje. Potem, seveda, v cerkvi se nadaljuje velika noč, torej v cerkvi živi v moči Svetega Duha, se pravi, to je binkoštni čudež. V binkoštnem čudežu se aktualizira skrivnost ali čudež Kristusa križanega in vstalega. Torej, zato je cerkev v zgodovini mistično nadaljevanje Kristusa križanega in vstalega. Torej, cerkev doživlja preganjanje in kakor je Kristus doživljal preganjanje, ne toliko zunanje preganjanje od poganov, ampak od ljudstva antikrista, tako največje težave v cerkvi ali preganjanje prihaja od ljudstva antikrista. Sveti Avguštin je rekel, največja nesreča za cerkev so slabi kristjani, ne pogani. Ampak slabi kristjani, pravi, so največja nesreča za cerkev. Torej, to ljudstvo antikrista preganja cerkev od znotraj, tukaj se širijo razne herezije, zablode in tako naprej. Tako za cerkev ni preganjanja samo od zunaj, ampak tudi od znotraj. Doživlja Kristusovo velikonočno skrivnost. No in potem še druge, kot ste dejal, stalne binkošti, druge primerjave, stalne binkošti in potem še naslednji, se pravi, to je potem četrti temelj odrešenja. Ja. Da, četrti temeljni steber cerkve je Kristus, je veličastni Kristusov nebohod, čudež Kristusova nebohoda. Cerkev je deležna v moči Svetega Duha tega Kristusovega nebohoda, zato cerkev vedno išče najprej Božje kraljestvo. Iščite Božje kraljestvo in vse ostalo se vam bo navrglo. Torej, cerkev živi v tej eschatološki perspektivi, osvaja nebeško kraljestvo, ali kako so dejali
cerkveni očetje, hiperkozmos, superkozmos, nebeško kraljestvo je superkozmos, torej v primeri, s katerim je to vidno vesolje nekaj majhnega in cerkev je na tem, je v vzponu, torej danes bi lahko primerjali astronavtskem vzponu, ker živi v orbiti Kristusa, kakor sem že govoril o tem. Torej mora vedno živeti tudi iz tega čudeža Kristusovega nebovzetja, kakor je Jezus sam rekel v Evangeliju, Božje kraljestvo ali nebeško kraljestvo silo trpi in silni ga osvajajo, silni ga odsvajajo. Se pravi, v moči Svetega Duha se mi dvigamo kot notranji ljudje v nadvesoljsko življenje, nadnaravno življenje in osvajamo večno Božje kraljestvo. Zato kolikor bolj osvajamo Božje kraljestvo, toliko bolj pravilno živimo na zemlji. Se ne ukrivljamo v torej egoizem, v pozemeljski egoizem. Ne. Torej zato ti štirje temelji cerkve so vedno odločilnega pomena za življenje cerkve in, kot je rekel papež Janez 23., drugi vatikanski koncil, hoče predstaviti cerkev brez madežev in gub. Ne. Torej, in to je bilo veliko delo drugega vatikanskega koncila, da je aktualiziral te štiri stebre, temeljne stebre v življenju cerkve in predstavil cerkev brez madeža in gub. Torej, to je bilo veliko delo, ogromno delo drugega vatikanskega koncila, da so na podlagi cerkvenih očetov in potem enciklik teh papežev in potem drugih vesoljnih cerkvenih zborov, torej uspeli predstaviti cerkev brez madežev in gub, ne? Kar nažalost potem po drugem vatikanskem koncilu razne parcialne razlage so zopet to zatemnile. Govorimo torej o cerkvi kot o skrivnostnem Kristusovem telesu, o štirih temeljih odrešenja, kjer je Kristus seveda center, in primerjave, da to mistično skrivnost cerkve poskušamo dojeti. Kako je pa z tem pojmom, da je Marija nova Eva, Jezus novi Adam, ampak nekateri cerkveni očetje so pa poudarjali, da je tudi cerkev nova Eva, ki rojeva novo človeštvo. Ali je ta pojem tudi uporabljen v tej encikliki? Da, Pij XII, to, kar ste vi povedali, on je poznal, je oboje pri cerkvenih očetih, ampak tudi pri tem papežu, torej da Marija nova Eva na višji ravni, na nižji ravni pa je cerkev nova Eva. In to je pisal že apostol Pavel v pismu Efežanom, 1. poglavje, 23. vers, da cerkev je polnost Kristusa. In Pij XII pravi, da cerkev je dopolnitev Kristusa. Kristus izliva v cerkev svoje darove, svoje karizme. In cerkev nadaljuje Kristusovo poslanstvo, oziroma Kristus po cerkvi nadaljuje svoje poslanstvo. Kristus je živel na zemlji, zdaj pa Kristus nadaljuje oziroma živi v cerkvi skozi stoletja do konca sveta. In cerkev kot nova Eva je dopolnitev Kristusa kot novega Adama. In je njegova pomočnica. Ne? Vemo, da Eva je bila pomočnica Adama, tako cerkev je na svoji ravni pomočnica Kristusa. Ali so še kakšne druge primerjave v tej encikliki Pija XII. Mistično telo za cerkev? Da, tukaj bi omenil to, kar je potem prišlo tudi
v to konstitucijo, dogmatično konstitucijo Cerkvi, v točki 8, da obstaja analogija med Božjim sinom, ki je prevzel človeško naravo in jo je uporabljal kot živ organ odrešenja in cerkvijo. Torej, vemo, piše pa ta papež Pij XII, da Kristusova človeška narava je bila organ Božje osebe. On je po tej človeški naravi deloval, živel v tej človeški naravi in po njej deloval in izvršil naše odrešenje. Podobno pravi Pij XII, in to tudi drugi vatikanski koncil ponavlja za Pijem XII, sedaj uporablja cerkev za nadaljevanje svojega odrešenskega dela. Vendar je razlika med cerkvijo in Kristusom, ker v Kristusu je človeška narava hipostatično zedinjena z njegovo Božjo osebo, kar pa se ne dogaja s cerkvijo. Cerkev je samo po milosti zedinjena s Kristusom. Torej, po milosti zedinjena s Kristusom, vendar Kristus jo uporablja kot organ odrešenja, po katerem torej, nadaljuje svoje odrešenje, podeljuje svoje odrešenje ljudem in človeštvu. Tako da Kristus je salvator oziroma odrešenik svojega telesa, kakor piše torej apostol Pavel in potem tudi ta drugi vatikanski koncil. Večkrat smo zasledili primerjavo, da je cerkev kot Noetova ladja. Torej, samo Noe je bil rešen v vesoljnem potopu in njegova družina. Tako je cerkev tista ladja, ki sprejema na svoj krov v tem morju življenja svoje potnike na poti v novo zemljo in novo nebo. Kaj pa ta primerjava, torej cerkev kot Noetova barka? Da, to so razvili cerkveni očetje. Cerkev je Noetova ladja, v kateri se rešimo iz vesoljnega potopa greha. Vemo, da z Adamovim padcem greh, izvirni greh je prišel na vse potomce Adama, torej vse človeštvo je padlo v sužnost greha, sužnost egoizma, sužnost duhovne smrti. Torej ta Adamov greh se prenaša iz roda v rod. Vsi se rodimo v stanju izvirnega greha, se pravi v stanju ločenosti od Boga. Rodimo kot duhovno mrtvi, ker smo ločeni od Boga. Nimamo duhovnega življenja. Taj Kristus je postavil krst, torej sakrament svetega krsta, s katerim potem pravi, ne more vstopiti v Božje kraljestvo, kdor ni prerojen iz vode in svetega duha. Torej tukaj je krst in cerkev, torej s sakramentom svetega krsta vstopimo v cerkev in postanemo deležni torej Božje narave in Božjega življenja, večnega življenja in prejmemo vlite torej nadnaravne kreposti, o katerih sem že govoril. Zato je krst velikanski čudež torej Božje milosti, ker postanemo udje Kristusa, mističnega telesa, pa tudi udje cerkve, stopimo v cerkev. Zdaj cerkev se dviga, kakor nadnaravna in naravna polobla se dviga na vsem človeštvu. In Kristus živi v cerkvi, torej zato ne more nobeden priti torej do Kristusa oziroma do Boga mimo cerkve. Torej tisti, ki so zunaj cerkve, so še pod zakonitostjo postave greha, kakor piše apostol Pavel, ampak ko krepostno živijo, ko odgovarjajo na delovanje Božje milosti, čeprav tega ne poznajo, tudi če ne poznajo Kristusa, vendar Božja milost deluje v celotnem človeštvu, ker Kristus je umrl za vse ljudi, se na neki način približujejo Kristusu in se približujejo cerkvi, ker sami ne morejo premostiti
neskončne razdalje, ki je med krožnim časom, v katerem živijo, in Božjo večnostjo. Kristus je edini, ki je premostil to razdaljo med Božjo večnostjo in časom. On je večni Bog, ki je vstopil v zemeljski krožni čas. Daj Kristus živi v cerkvi, zato je cerkev most, na neki način most med padlim človeštvom v Adamu in Bogom. Ne? Ali kakor je rečeno v prvi točki te dogmatične konstitucije o cerkvi, cerkev je sakrament za notranje zedinjenje človeštva z Bogom. Ne? Je sakrament. Se pravi, Kristus živi v cerkvi, zato tisti, ki krepostno živijo, torej in so tudi med drugimi ljudmi, ki niso v cerkvi gotovo, ki krepostno živijo, ko se odzovejo pri določeni meri Božji milosti, na neki način vstopijo v cerkev. Formalno ne vstopijo, ker niso krščeni. Ne vstopijo, ampak na neki način vstopijo, in tukaj so razni teologi govorili o tem, pa tudi papeži, da spadajo k duši cerkve ali k srcu cerkve. Ne? Čeprav oni tega ne vedo, tudi mi ne vemo, kdo so tisti, ki so, ne? Ampak so. Kako recimo nekateri kristjani, ki so bili krščeni, pa ne živijo iz krsta, živijo v Babilonu, srcem živijo v Babilonu. Tako je že sveti Avguštin govoril, da nekateri, ki so v Babilonu, se zdi, da so v Babilonu, ampak pravi, srcem so pa v cerkvi. Ne? Čeprav na zunaj ne pripadajo cerkvi. Ne? To je skrivnost duš, ki torej mi teoretično o tem razpravljamo, ampak konkretno ne vemo, kdo je ta ali on. Sedaj ste odprl zahtevno vprašanje. Ali je to tudi temelj tega papeževega prizadevanja, da bi sodelovali s vsemi verami v gradnji miru, gradnji novega človeštva, zato ker so tudi v drugih verah, ali v verah, ali v ljudeh, se pravi, da so tudi v drugih verah semena resnice oziroma dobrote, in so tisti ljudje, ki se odzovejo, kot ste sami dejal, na ta klic dobrote, na nek način vstopijo v cerkev in so tudi del cerkve. Ne vem, kako bo z odrešenjem. Torej, to je ena tema, ki je zelo nejasna. Po drugi strani pa ste omenili tiste, ki so krščeni, pa živijo v Babilonu, torej so pogubljeni. Se pravi, da tisti, ki niso krščeni, pa živijo dobro življenje, bodo prej zveličani, kakor tisti, ki so krščeni, pa ne živijo Kristusa. Ali potem se potem tudi postavlja vprašanje, ali še cerkev sploh potrebujemo. To je ena stvar. In druga stvar je vprašanje, kako je zdaj ob tem dejstvu, da je neke vrste Birma, je dopolnitev krsta, sveta Birma, torej je dopolnitev krsta, nekako celoten vstop v skrivnost, krstno skrivnost, polnost krsta, ker so jo v zgodovini nekako tudi razdelili. Torej, ampak je postala Birma sakrament odpada. Kako je zdaj z tem osebnim prizadevanjem človeka? Dam še en primer. Nek človek, ki ni veren, jaz ga poznam, je mi zaupal in je zdaj že v pokoju, da on že 14 let dela 3-krat na teden, 3 ure zastonj v eni banki, ki je posvečena tistim, ki je pač ustanovljena za tiste, ki nimajo denarja, ki ne morejo dobiti kredita, torej za razne reveže. In on dela 3 ure zastonj, 3-krat na teden, 14 let. In se mi zdi to res svetniško. Ni pa veren.
tako da se lahko skrijemo. Torej, govorimo o tem vprašanju, kako je s tem prizadevanjem, odzivom na dobroto, vključenost v cerkev in pa potem potrebnost cerkve. Da, tukaj je treba, cerkev se mora ravnati po evangeliju. In Kristus je rekel, pojdite in oznanjujte evangelij vsemu stvarstvu. Kdor bo veroval in bo krščen, bo zveličan, kdor ne bo veroval, bo pogubljen. Torej zdaj, krst je nujen za vstop v Božje kraljestvo. Torej brez krsta nobeden ne more vstopiti postati deležen Božje narave, zato tisti, tako imenovani pogani, saj tukaj je problem že v stari zavezi. Torej, v stari zavezi niso bili krščeni, ker ni bilo še krsta. Zato so morali čakati tisti svetniki, tudi Abraham, ki so morali čakati na Kristusovo odrešenje. Torej, in so šele, ko je Kristus umrl na križu, lahko šli v nebesa. Zdaj pa polnost odrešenja je dana v Kristusu in se podeljuje po zakramentih. In prvi zakrament je sveti krst, ne. Zato mora cerkev oznanjati potrebnost, in tudi v drugem Vatikanskem koncilu je to rečeno, nujnost svetega krsta za vstop v cerkev in torej za postati deležen Božje narave in ostalih zakramentov. To brez krsta ne gre. Zato cerkev mora to oznanjati, kajti tisti pravični, tudi v drugih religijah, imajo silne težave, ker nimajo krsta, imajo silne težave, da krepostno živijo in da se približajo cerkvi oziroma na neki način, nekateri med njimi, vprašanje koliko jih je, mi ne vemo, da vstopijo v cerkev, ampak niso krščeni. Pazite, niso krščeni, zato ne bodo šli takoj v nebesa, ne bodo. Oni bodo morali čakati do konca sveta, ker niso krščeni, ker to je zakrament za vstop v Božje kraljestvo. Nobeden ne more vstopiti v Božje kraljestvo mimo tega zakramenta, ki ga je Kristus postavil. In ki ga mora cerkev oznanjati in podeljevati. Zato je tudi misijonska dejavnost cerkve, saj imamo tudi eno dolg odlok tega drugega Vatikanskega koncila o misijonski dejavnosti cerkve. Misijonska dejavnost cerkve je potrebna, ker cerkev ima to naloga, ker ima polnost zveličavnih sredstev in polnost resnice v Kristusu. In ne sme opustiti te svoje naloge zaradi nekaterih pravičnih, ki so pravični, gotovo. Kot sem pomenil, in to so že cerkveni očeti učili, da nekateri pravični stopijo v cerkev, torej kot sem omenjal, srcem oziroma v duši cerkve spadajo. Ne? Ampak to mi ne vemo, kdo so tisti pravični, ker to so skrivnosti Božje milosti. Ne? Kdo odgovarja na Božjo milost, mi tega v srcih ne vidimo. Ampak objektivno gledano, cerkev mora nadaljevati svojim poslanstvom, ker zunaj cerkve ni zveličanja. Torej, to je razlagal tudi papež Janez Pavel II. Ne? Zunaj cerkve ni zveličanja, ker cerkev je most med Kristusom in človeštvom padlim v Adamu. Je zakrament za notranje zedinjenje človeštva z Bogom. Ne? In ni drugega zakramenta. Seveda, tu se mi pojavlja še druga vprašanja o tem, ne, ker Kristus je rekel, kdor pa ne bo veroval. Tako da je temelj tudi verovanje, tam pa ne omenja krsta. Ampak gre za to prizadevanje. Ne? Mi moramo si prizadevati, da odgovorimo na klic Boga, ki pa je s krstom nam daje tudi posebnih milosti. Zdaj pa nekateri pa mislijo, da mogoče tudi opravljajo neke prakse verske, kot na primer poje pri pevskem zboru in zaradi tega bo že zveličan. Kako je s tem prizadevanjem? Tukaj bi omenil neko herezijo iz 17. stoletja, ki se imenuje kvietizem. Bil je neki teolog, ki se imenoval Mihael Molina, ki je zašel v zablode, ne, in herezije,
in je sveti Oficij leta 1687 obsodil 68 zmot ali herezij tega teologa. Ta smer se imenuje kvietizem. Kvies pomeni v latinščini pomeni počitek. Ne? On je učil, zmotno je učil, torej, da Bog dela vse. Da človek, če bi nekaj človek delal, tudi naravno delovanje, da to bi bila žalitev Boga. Zato človek počiva. Človek mora samo počivati. Človek ni potrebno, da se trudi, da bi premišljeval, pravi, o nebesih, o peklu, o smrti, o božji sodbi. To ni potrebno, ker Bog dela vse. Ne? Potem ni potrebno, da se trudimo za kreposti, za svetost, za krščansko popolnost. Ne? To so zmote, ta smer se imenuje, kot sem rekel, kvietizem, ki je bila obsojena, cerkev je obsojena, ker ta zmota, ta smer uniči človeško sodelovanje. Ne? Uniči človeško sodelovanje, ker Bog nas je ustvaril svobodne, torej hoče, da mi sodelujemo z milostjo. Nam podeljuje energijo, vendar pa mi moramo to energijo uporabljati. Nam daje zmožnosti, vendar mi moramo s svojimi zmožnostmi delovati. Ne? Mi nismo avtomati, mi smo svobodne človeške osebe, ne? In moramo sodelovati z Božjo milostjo. In piše ta papež Pij XII v tej okrožnici. Gotovo je strašna skrivnost, ki ni nikoli dovolj premišljena. To je, da zveličanje mnogih je odvisno od molitev in prostovoljnih mrtvičen, ki jih s tem ciljem izvajajo udje mističnega telesa in od sodelovanja pastirjev in vernikov, posebej družinskih očetov in mater, sodelovanja z Božjim odrešenikom. Ex opere operantis je tudi en pogoj za delovanje Božje milosti, torej iz sposobnosti in delovanja tistega, ki prejema Božjo milost. Ampak lahko bi pa potem tudi tako rekli, da je naše odrešenje tudi 100% odvisno od nas, od našega sodelovanja. In da vse tisto, kar ne deluje v našem življenju, smo krivi, recimo mi sami, če ne napredujemo, če nimamo vseh blagoslovov, tudi če nimamo uspehov, ki jih obljublja Sveto pismo, blagoslove. Torej smo na nek način tudi mi sami lahko, sami sebi, kot ste prej tudi omenil, kristjani, slabi kristjani v cerkvi, so tisti, ki so največja nevarnost, obenem pa tudi mi sami sebi smo največji sovražniki, največji hudič, bi lahko rekli, ki te vodi v pekel. Kaj to pomeni, da si moramo res 100% prizadevati na tej poti? Da, tukaj imate prav. Mi si moramo prizadevati. Bog gotovo je prvi vzrok, ki deluje, ampak mi moramo delovati kot drugotni vzroki na naši ravni. To se pravi, se moramo svobodno voljo odzivati na delovanje Božje milosti. In tukaj, kolikor se odzivamo, napredujemo, kolikor se ne odzivamo, nazadujemo. Ker znan je izrek, že sveti Gregor iz Nise je rekel v 4. stoletju, pa to je ponovil tudi sveti Janez od Križa, ta veliki mistik, španski mistik, kdor ne napreduje, nazaduje. Ne? Mi moramo stalno si prizadevati, in to poudarja papež Pij XII v tej okrožni, mi si moramo stalno prizadevati za vedno močnejše krepostno življenje, da bi dosegli popolno, se pravi, svetost. Ne? In to je v tej dogmatični konstituciji, drugi Vatikanski koncil posvetil eno celo poglavje, torej prizadevanje za svetost, za dosego krščanske popolnosti. Vsi si moramo to prizadevati, kajti v tem, ko napredujemo, tudi cerkev raste. Mi rastemo, ampak s tem tudi cerkev raste. Kolikor mi napredujemo v svetosti, toliko tudi vplivamo pozitivno na cerkev, ne? Ker smo povezani v mističnem telesu, zato grehi kristjanov ali naši grehi vplivajo na cerkev negativno,
pozitivna dejanja, krepostna dejanja vplivajo pozitivno. Ne. In tako ta zidava teh stebrov je vedno v vsakem stoletju dosega različne višine, glede na koliko se kristjani na splošno odzivamo na delovanje Božje milosti. Omenili ste blato v cerkvi, torej po krstu krščenih, ne pred krstom. Torej blato v cerkvi tistih, ki so kristjani, in ravno v zadnjem času vidimo ta pospešen napad na cerkev v svetu, mediji, predvsem mediji, torej, in pa različne strukture poskušajo cerkev pokazati samo v tistih njenih ranah oziroma v slabi luči, češ, da gre za denar, da so ti seksualni in drugi napadi, medtem ko, naprimer, dam samo en primerjavo, Svetovna zdravstvena organizacija pa hoče zgodnjo seksualizacijo otrok v svojih dokumentih. Ampak govorim samo o teh napadih, tisto bi naj bilo pa normalno. Torej govorim o teh napadih na cerkev, duhovna bitka je, strašna bitka se sedaj vrši zoper cerkev, da se zamaže njen obraz. Seveda pozabljajo se pa vsi tisti svetniki skozi zgodovino, današnji svetniki, ki delajo dobro, ki si trudijo, da omogočajo ljudem ljubezen in neko dostojno življenje, in seveda oznanja tudi evangelij, bolnice, šole, tako velik doprinos cerkve, to pa se seveda pozablja. In če še dodam v tem duhovnem boju zoper cerkev danes, vidimo razkole znotraj cerkve in pa, naprimer, zdaj nemška cerkev, ta sinodalna smer je ravno prišla do tega, da smo ravno se razklali, ne pa da skupaj hodimo, in pa vidimo tudi te napade, in pa vidimo tudi to zmanjšano število vernikov. Tako 30-40% manj ljudi je v cerkvah. Torej ta veliki duhovni napad na cerkev, ki pa mora biti mesto na gori. Mora biti nekje gor, ki naj sveti vsem ljudem, ampak prav ta luč cerkve danes ugaša. Torej, omenjali ste te napade na cerkve, torej preganjanje. Cerkve je vedno doživljala preganjanje. Pomislimo samo na Rimski imperij, na 10 strašnih velikih preganjanj Rimskega imperija, s katerim je hotel uničiti cerkev, ker je nasprotovala politeizmu, se pravi češčenju lažnih bogov. In kakšen boj je bil takrat, prva stoletja. Na milijone mučencev je umrlo, ker niso hoteli moliti cesarja kot boga, rimskega imperatorja ali pokaditi bogovom. Ne. Torej tukaj je res, kar pravi sveti Avguštin, da je boj med Božjim mestom Jeruzalemom in Babilonom, hudičevim mestom, ta boj se vleče skozi vso zgodovino. Težave so, herezije so vedno bile, in cerkev se je morala braniti proti herezijam. Utopija je misliti, da po drugem Vatikanskem koncilu ni herezij. Herezije so in herezije so se razširile. Razkoli, ki jih vi omenjate, to izhaja iz herezij. Ampak vedeti moramo, da cerkev, kot sem omenjal, živi skrivnost Kristusa, križanega in vstalega, in Bog dopušča preganjanje za prečiščenje cerkve. Torej ti škandali, ki so in ki so se pomnožili, to je res nekaj groznega. Prav zaradi tega, ker je padlo upodabljanje po Kristusu križanem in vstalem, in sveti Avguštin je napovedal, da pred Kristusovo vrnitvijo v slavi bo naraslo silno to ljudstvo antikrista, se pravi, bo mnogo kristjanov samo telesno v cerkvi, ampak srcem bodo v Babilonu, in pravi, se bodo pomnožili škandali in zaradi škandalov bodo mnogi izgubili vero.
To je res, to zdaj ti škandali, ki so v cerkvi, to še ta papež bi, če bi to doživljal, bi se obrnil v grobu, če bi slišal, kakšni škandali so. To je zaradi tega, ker je upadla ta velikonočna skrivnost življenja v cerkvi, kar je drugi vatikanski koncil, kot sem že omenjal, silno postavil v središče Kristusa križanega in stalega, ampak del teologije, potem del klera, je to nekoliko zanemaril ali precej zanemaril in zaradi tega ti škandali, pa vse te stvari. Ampak vedno moramo imeti vero, da Bog to dopušča, kakor je rečeno tudi, kakor sem omenil, za prečiščenje cerkve. Ne? Torej, cerkev bo iz tega išla prečiščena. Iz tega preganjanja bo Bog izvlekel nekaj dobrega in sicer prečiščeno cerkev. Bolj podobno Božjemu detetu, bolj podobno Kristusu križanemu in vstalemu in bolj podobno Kristusu, ki je šel v nebesa. Cerkev, ki bo bolj živela iz binkošnega čudeža. Cerkev, če hoče premagati to preganjanje, mora bolj živeti iz binkošnega čudeža, ker samo v moči Svetega Duha so umirali mučenci in premagali preganjanje in nič drugače sedaj. Tudi v 20. stoletju je bilo ogromno število mučencev, kristjanov in neki sad tega, kot je rekel Janez Pavel II, neki sad tega mučeništva je tudi drugi vatikanski koncil. Ne? Torej, zato ne smemo imeti strahu pred preganjanjem, to spada k življenju kristjanov, saj je rekel že sam sveti Avguštin. Apostol Pavel je napovedal, vsi tisti, ki hočejo pobožno živeti, bodo preganjani. Sveti Avguštin pa je dejal kristjanu svojega časa, začni živeti pobožno, pa boš videl, da je to resnično. To je bila mala svetniška šala, ampak seveda je to resnično. Kako pa je s tem pojmom, da cerkev se razvija tudi do polnosti in je Kristusova nevesta. Torej, cerkev še ni to, kar bi naj bila. Po eni strani že je, po drugi strani pa še ni takšna, kot jo Kristus želi. In je Kristusova nevesta, torej ni še žena, ni še prišla do poroke. Ampak se pripravlja na to. Imate prav, da ni še takšna, kot bi morala biti, in tukaj bi omenil, kar je poudaril Pij XII, da cerkev je mesto na gor. Če pozabim tebe, Jeruzalem, naj bo pozabljena moja desnica, Psalm 136. In Jezus sam je rekel v Evangeliju, ne more se skriti mesto na gori. To mesto na gori so razlagali cerkveni očetje in potem papeži je cerkev. To mesto na gori je, kot sem že omenjal, cerkev je naravna poluta, torej Božja in človeška poluta človeštva. In mesto na gori je vrh te polute, jaz imenujem to v svojih knjigah, polarni Jeruzalem. To je duhovna prestolnica cerkve, kjer so ti meščani tega polarnega Jeruzalema, so kristjani, ki so popolnoma pokončni, vertikalni, ki so upodobljeni popolnoma po Božjem detetu, ki so v polni miri so križani s Kristusom in vstali s Kristusom. To so veliki svetniki cerkve. In tukaj, seveda, ti veliki svetniki cerkve so junaško izvajali kreposti, ne? Ker ta vzpon od zunanje cerkve, to, kar vidimo, to je nekaj majhnega. To je velikanski vzpon od zunanje cerkve do polarnega Jeruzalema. In tukaj smo kristjani na različnih duhovnih višinah ali širinah te polute cerkve. Kristjani, ki podpovprečno živijo kreposti, so zelo nagnjeni k zunanji cerkvi, so ukrivljeni k zunanji cerkvi. Ne?
Potem imamo kristjane, ki povprečno živijo, torej kreposti, ti se približujejo nekje, bi rekel, polutni sredini, torej te sredini te polute. In potem kristjani, ki nadpovprečno živijo kreposti, se približujejo, torej vrhu cerkve se približujejo tej duhovni prestolnici ali polarnemu Jeruzalemu. In tisti, ki junaški živijo kreposti, so v dovršenih stopnjah upodobljeni po Kristusu. To so veliki svetniki, katerih večina je neznana, tudi danes imamo veliko svetnikov, večina je neznanih. Torej kristjani, ki junaško živijo kreposti, so v tej duhovni prestolnici cerkve. In ta duhovna prestolnica cerkve jo riše Psalm 47, pravi to mesto na severu, na skrajnem severu, tukaj je Božje bivališče v duhu, tukaj so velike stavbe, trdnjave in tako naprej. Kaj to pomeni? To pomeni, da tukaj je duhovnost središče cerkve, v tem duhovnem središču cerkve so živeli preroki, so živeli svetniki stare zaveze, so živeli apostoli, so živeli navdihnjeni pisatelji stare in nove zaveze, so živeli vsi svetniki katoliške cerkve. Zato to mesto, polarni Jeruzalem, je neizmerno sijajno mesto. Neizmerno sijajno mesto, ki je seveda uvod v nebeški ali rajski Jeruzalem. Je blizu rajskega Jeruzalema. Torej to mesto je visoko na gori ali na visoki gori. Torej mesto na gori je v bistvu duhovno mesto na tej višini, ki govori ljudem na duhovni način v današnjem svetu. To je ta duhovna višina, če sem prav razumel. Da, tukaj so duhovne višine, tukaj je cerkev v dovršenih stopnjah univerzalna. Univerzalna, to se pravi, živi v polnosti ali univerzalni resnici, ljubezni, vseh krepostih. Tukaj imamo univerzalno, popolno univerzalno središče cerkve. Potem je zapisal ta papež Pij XII o tem mestu na goru tole. Ni si mogoče predstavljati nič bolj slavnega, plemenitega kot ta, da smo meščani mesta zgrajenega na gori, ene svete katoliške in apostolske cerkve, po kateri postanemo udje častitljivega telesa, nas vodi vzvišena glava, nas napolnjuje Božji duh, nas hrani en sam nauk in isti angelski kruh. Dokler ne bomo uživali edine večne blaženosti v nebesih. Torej to je ta vizija Pija XII. Mesta na gori, ki je navdihnila tudi drugega Janeza 23., ki je hotel, da drugi vatikanski koncil obnovi v polnosti cerkev kot mesto na gori. Hvaljen Jezus in Marija. Na vekomaj amen. Vam tudi hvala za vašo razlago skrivnosti cerkve, skozi katero smo pri tej oddaji šli in nam je v teh prispodobah in teh razlagah skrivnost cerkve še nekoliko bližje zaradi tega in ta nauk o cerkvi, o sami cerkvi, kaj cerkev je, nam je tudi bolj jasen. Tako da zahvaljujemo se vam, gospod profesor, in se veselimo že naslednje oddaje, ko se spuščamo v te velike skrivnosti drugega vatikanskega koncila in pa cerkve. Hvala lepa vam. Dragi gledalci, to je bil danes dr. Ivan Pojavnik, upokojeni profesor patrologije. Vi pa ste bogatejši za nekaj milosti in skrivnosti,
ki so se vam razodevale ob tej veličini pojavnosti in delovanja cerkve. Vse dobro, Bog vas blagoslovi.